Basically, this is a project funded by the European Commission. It's a learning project. So the main goal is to develop a training program. In this case, we have focused this training program for ambient assisted living integrated in furniture. So what this ambient assisted living is basically is to try to develop or integrate sensors or electronic devices for making the life more easy for old people or even disabled people. But thinking in disabled people as with a physical disability. So what we are doing here is to see what we need to have the skills, competencies for these people in the furniture sector, for example, blue-collar workers, designers, and managers as well. So we are going to see what we need to know, and at the end of the project we will have a training course with all the information, the material, subjects for training them. Podjetja slovenska so izkazala interes, da jim vidijo v proizvodnji pametnega pohištva neko novo tržno nišo. Mi zdaj ne bomo ponudili neke nove izobraževalne programe, ker jih že imamo, ampak smo se odločili, da bomo s pomočjo tega znanja, ki nam ga prinašajo partnerji Španije, Italije, Avstrije in pa Poljske, da bomo združili v krajše programe usposabljanja, zato smo pripravili 2 programa usposabljanja, sicer za delavce, za proizvodne delavce, pri katerih bo postopni pogoj, če se bodo želeli dodatno usposobiti za proizvajanje pametnega pohištva, bojo morali imeti končano že 3-letno poklicno šolo ali pa poklicno šolo za tapetništvo in pa še en izobraževalni program, in sicer za tiste, ki imajo že neke izkušnje v oblikovanju in bojo pridobili s tem krajšim programom usposabljanja, predvideli smo 240 ur, neke kompetence glede dizajniranja tega pametnega pohištva, namreč tle so zelo pomembno, da se pozna psihologijo starostnikov, ergonomijo, pač je dosti prilagoditev za to ciljno skupino. Projekt je za slovensko lesarsko panogo zelo zanimiv, saj pokriva veliko tržno nišo, se pravi staranje ljudi. Kot vemo, ljudje se staramo in do leta 2050 bo že 70% več ljudi starih nad 65 let in krat 170% več nad 85 let. To pomeni, da se ta del populacije hitro veča, potrebujejo pa tudi neko oskrbo, da lahko več časa ostanejo na domu. In to oskrbo jim lahko ponudimo tudi s pametnim pohištvom, se pravi s pohištvom, ki ima vgrajene različne senzorje in različne druge podporne elemente, ki ljudem pomagajo dalje ostajati v svojem okolju. In to je zelo pomembno tudi za našo pohištveno industrijo, ki lahko to nišo, če se dovolj zgodaj začne pripravljati, jo lahko dovolj dobro zasede. Se pravi, veliko pohištvenih podjetij, ki so pri nas tudi v krizi, si lahko skozi ta projekt, skozi to nišo poišče delo za prihodnost.